Ljube boginje, pozdravljene, dobrodošle v našem drugem pogovoru, v našem prehodu iz prve svečke v drugo svečko, v prehodu iz zemlje proti vodi. In danes je z nami Polona Schmitzberger, naša sopotnica v koledarju, naša prinašalka luči, ki je z nami že eno leto. Eno leto je, ker so se s Polono srečali in nas zdravili z vodo. In eno leto, kar za nas prispeva modrosti svoje vizije zdravja, modrosti in znanje, da nas podprejo na fizičnem nivoju in seveda čarobne recepte, s katerimi ki nas navdihuje in se igramo in potem preizkušamo stvari, za katere nikoli nismo mislili, da lahko ustvarimo v naši kuhinji, a ne. Tako da res mi je posebno veselje, ljuba Polona, da se srečava v tem v bistvu vmesnem času, ko zaključujemo leto, ko poskušamo najti stik s sabo in potovati navznoter k temu notranjemu ognju, k temu, kar v nas hrepeni po zaključevanju in hkrati, kar nas odpira za nove stvari, ki nas čakajo v letu 2019. In vem, da si ti čarobna mojstrica tega, da nas podpreš na fizičnem nivoju, in vem, da si danes za nas, za boginje v skupini, pripravlja nekaj lepega. En del svojega znanja pa bi te prosila, da podeliš, kako se lahko boginje v tem času podprejo, da se bojo počutile zasidrane v telesu, pa hkrati, da bojo lahko začele tako tudi proti vodi se že odpirati in proti temu, kamor nas pelje december. Ja, z veseljem in pozdravljene boginje. Hvala tebi, Suzana, za povabilo. In ja, vesela sem, da sem lahko del te skupine, da lahko prispevam tudi nekaj mojih znanj, da vam mogoče odpiram drugačen pogled na telo, na delovanje, na povezavo telesa z dušo, na čim bolj preprost način, na tak kako primanjkuje časa vsem, kako je toliko enih obveznosti, da potem težko spravimo noter še skrb zase, pa ki je tako potrebna. In zdaj, ko je tak čas, decembrski čas, ki je po eni strani zelo hektičen, medtem ko bi mogel biti zelo umirjen, bom za vas pripravila oziroma vas usmerila, kako lahko s telesom oziroma, ker smo v elementu vode, kako si pa lahko zdaj z vodo v tem času pomagamo ali pa se očistimo na telesnem, na energetskem nivoju, kakšne mini bližnjice si lahko podarimo vsak dan v tem času. Tako, ja, kar povem. Ja. Ti mene čakaš, ne? Ja. Jaz te prav poslušam te in srkam, kar deliš, gledam, kako si lepa, kako žariš, kako so te vrtnice v ozadju za tabo. In srkam, ja, ker je, december, mislim, pa ta zimski čas, ledvička, tudi v koledarju za boginje nas danes nagovarjaš k tekočini, počitku in skrbi za ledvico, ne? Ja, to je zelo pomembno. Saj pravim, telo kliče po miru, po mirovanju, po umiku in da mu vsaj delčke v dnevu, da mu namenimo, da si namenimo, ker svet bo počakal, zagotovo, da si mi privoščimo nekaj zase, ker si bomo na ta način napolnili te naše baterije. Ledvice so naša življenjska baterija in če ne poskrbimo na njih, če jih ne napolnimo, potem spomladi ne bomo mogli delovati v polni moči.
medtem ko pomlad je pa čas, da se vse izbruhne, da res pridemo, se pokažemo v polni moči. Zato zdaj bi predlagala, recimo, da skupaj gremo čez dan, kaj lahko naredimo zjutraj, kaj čez dan, kaj zvečer, da si bomo čim bolj olajšali to zimsko potovanje. In jedro tega pogovora, tematika je voda. Ja? Tako da zjutraj, ko se zbudimo, se telo še vedno čisti. Tiste, recimo, kar smo prejšnji dan pojedli, kar smo vase, kar smo zaužili, vse telo želi znebiti. In zjutraj čas za izločanje tega, ne? Med 5 in 7 uro črevesje, debelo črevo najbolj dela, takrat ne bi bil idealen čas za izločanje. Ampak večina, ne, ob 5 zjutraj smo še v postelji oziroma nismo še pripravljeni, ne? Tako da, ko se zbudite, dajte črevesju možnost, da se izprazni, da ne hitite takoj po kavo ali pa takoj na zajtrk, ampak da najprej pustite, da se vse skupaj očisti. Si predstavljate, da ste imeli eno žurko in je bilo polno hrane in se je nabrala umazanija in smeti za gosti in zdaj morate to umazanijo najprej počistiti, odnesti smeti, prezračiti, malo pomiti in isto se dogaja v telesu, ne? Da najprej počistimo tisto včerajšnje dogajanje. Zato zjutraj najprej namenimo čas čiščenju. In to najbolj naredimo z vodo, seveda, ne? Da pijemo toplo ali pa zelo toplo vodo. Po požirkih tekom jutranje rutine ne rabite 1 liter naenkrat spiti, ampak ne vem, kakor je za vas dobro, kakor ste navajene, ne? In v to vodo lahko še stisnete limono, ki bo razkisala telo. In po želji še mogoče sodo bikarbono. Seveda, limona ne paše vsem. Enim ne paše na zobe, enim ne paše na želodec, tako da same preverite, opazujte, kako vaše telo odreagira na njo. In potem, jaz temu rečem notranji tuš za zjutraj, ne? Da spere vse skupaj še z notranje strani. In ko boste čutili, ne, boste videli marsikdaj, ali pa potem s časoma vas bo že ta ritual vam bo odprl pot za izločanje. Lažje, recimo, če ste imeli do zdaj težave. Ampak bistvo je to, da pijete to toplo vodo toliko časa, dokler ne začutite lakote. Ja? Se pravi, topla voda, izločanje, eno ali drugo se lahko izmenjujete v vrstnem redu, ampak da šele potem jeste, ko ste že se očistili in ko ste lačni. Da pustite telesu tisti proces čiščenja. Potem pa čez dan, zdaj ledvice rabijo ogromno tekočine in toplote, ne? Tako da če boste pili toplo vodo, kakšne zeliščne čaje, to je win-win kombinacija, še posebej pred obroki. Potem pa čas ledvic, kot ledvice najbolj delujejo, jaz si tako predstavljam, ne? Jaz izhajam iz športa, iz tega sveta in si predstavljam, da imaš enega vrhunskega športnika, ki ima idealno možnost, da zmaga na olimpijadi. Če mu zdaj damo tiste prave treninge. In to so ledvičke, ne? Da je njihov čas po zimi, da bojo potem, tista olimpijada je za njih potem pomlad in čas jeter. Takrat bomo dale, bomo usposobili, bomo toliko okrepili jetra, da bomo spomlad pa čist hude. In čas ledvic je med 5 in 7 uro popoldne. Ledvice so povezane z mehurjem, njegov čas je pa med 3 in 5 uro popoldne. Tako da jaz predlagam, da združimo ta njun čas in se ob 5 dobimo na tistem čaju ob 5, kako imajo Angleži, ne? In si prvoščimo neko pauzo zase. Lahko ob čaju, zeliščnem, ne pravem, ali pa še rajš, da si naredite toplo limonado, tako kot zjutraj recimo, kamor date še malo soli. Mečkan ščepac, da ne bo prehudo, ne, za začetek, samo odmerite in si prvošte ritual, se pravi, voda topla bo prišla, hidrirala organizem, bo očistila sečne poti,
topla voda bo še hitreje prišla do vseh celic, ker je telesu ne bo treba greti. In s tem bomo prišparali nekaj energije, ne, da je ne bo telo rabilo pač seveda za segrevanje, ampak lahko jo bo namenilo za zdravljenje, za razmišljanje, za karkoli. Ne. In limona sem rekla, da nas razkica, pa bo prinesla tiste elektrolite, ki jih dostikrat lahko speremo, če preveč pijemo. Ne. Zato se doda malo soli. Prav topla slana limonada in si vzamemo 5 minut, da samo mogoče sedimo in srkamo tisto, lahko si segrejemo, zmasiramo ledveni predel, segrejemo dlani. Jih lahko položimo samo, lahko gladimo, lahko krožimo, lahko udarjamo s pestmi nežno. Skratka, kakršnokoli pozornost boste dali ledvicam, bodo to z veseljem sprejele. Ne? In da po tem času, da se umirite, da se potem v večernem, popoldanskem času izogibate nekih strašnih telovadb, strašnega norenja, ampak se začnete umirjati, iti vase, biti na toplem. Jaz zdajle nosim že cel mesec ledvični pas, da imam ledvice na toplem, skratka to. No, potem se pa že približujemo večeru in vse imamo na glavi, ne? Ogromno enih opravkov, enega stresa, enega hitenja je za nami, službene zadeve, družinske zadeve, vse to. In takrat je pa fajn, da si privoščimo en tuš. Vem, da veliko vas si težko vzame 5 minut zase, mogoče imate majhne otroke, karkoli, in je dejansko tisti čas, ko se lahko pa zapremo v kopalnico, včasih svet, ne? In si privoščimo en tuš, kjer si lahko tudi vizualiziramo, kako voda spira vso umazanijo, ali telesno, ali energetsko, z telesa, in si vzamemo tistih 5-10 minut zase, da imamo mir tudi v kopalnici, in se potem zgodaj odpravimo v posteljo. Lahko si zvečer privoščite še kozarec tople vode z medom, med vas bo pomiril in med ima sestavo, ki je najbolj podobna krvni plazmi. Tako da dobite spet neko zdravilo za čez noč in boste hitreje lahko zaspali. In se potem potopite v spalnici ali z globokim dihanjem, ali ne vem, jaz rada položim roke na srce pa na maternico, se povežem s sabo, grem z mislimi skozi dan in potem zaspim. Tako da v bistvu res zapreš dan, ne, tudi. Ja. S tem osredotočanjem na dih, pa na srce, pa na maternico, da res zaključim današnje popotovanje. Tako je. In potem zjutraj, ko vstanemo, tako kot si nas lepo peljala zdaj, s to vodo, v bistvu, okej, se odpiram dnevu, se odpiram temu, ampak še vedno bom pa najprej spraznila prostor. Tako, dan začne dogajati. Ja, isto v telesu, ne. Jaz sem mnenja, da, kako nas posiljujejo 5 obrokov na dan, vse, telesu ne damo nobene pavze. Prebavila morajo skozi delati. Ja, mi gremo spat, ne. Glava si odpočije, telo si odpočije, ampak prebavila pa skozi delajo. Tako da zvečer dajmo zaključiti s prehranjevanjem bolj zgodaj, ne vem, do 6, 5 popoldne, odvisen od posameznice, ne, zjutraj pa tudi kasneje začnemo. Ker boste videli čez čas, da ne potrebujemo toliko hrane. Bistveno manj jo potrebujemo, kakor jo konzumiramo, ne. In potem še ves ta stres pride, vse te misli, ki jih nesemo v posteljo, in se težko umirimo, ne. Spanec je pa osnova, spanec je izhodišče naslednjega dne, ne. Tako da, če mi dovolj zgodaj zaključimo s hranjenjem, bodo prebavila že uspela prebaviti in spraviti navzdol po prebavni poti večino tega, kar smo zaužile,
in bo večji del noči lahko počivalo, si odpočilo, ker v črevesju imamo mi 2/3 imunskega sistema, ne? In če mu damo malo pauze, malo možnosti, da zadiha, bo bistveno bolj delovalo, bomo bistveno odpornejši na vse zunanje dejavnike, ne? To je važno. Jaz sem imela kar precej težav, da sem zaspala, dolgo sem rabila, pa rahu spanc, vse take stvari. Poleg tega, ko smo veliko za računalnikom, naše veke, še tudi, ko se uležemo, minimalno utripajo. Težko vidno s prostim očesom, ampak se dogaja, ne? Tako da jaz sem si ustvarila potem en komplet, da še lažje zaspim. Dragi boginje, prehajamo v trenutek, ko je Polona za nas pripravila nekaj čarobnega, ker ko smo zdaj prisluhnile temu, kako se lahko podpremo, da potem res ta čas zime izkoristimo in ta čas decembra in potem še januar in februar, preden gremo v čas jeter, in ko te sanje, ki jih imamo zdaj navznoter, ko jih bomo začele udejanjati, zato bomo zdaj zelo dobro poskrbele za svoj počitek, zato da bojo šli strupi iz telesa, da bomo poskrbele za življenjsko energijo in za ledvice, tako kakor nam je zdaj Polona lepo dala recepte, in da bi bile kar se da spočite, je Polona za ta prazničen čas pripravila eno posebno darilo in naredila ga je sama, ne Polona? Ja, povej, kaj si nam pripravila. Meni je bilo svetovano, ne uporabljam, ker zdravim svoje oči oziroma vid tudi z vajami, sem šla že na postdioptrijo, ampak še vse, ne. In mi je bilo svetovano, da uporabljam blazinico z rižem, da mi bo ta teža umirila veke, spočila oči. Jaz pa vedno rada se gre multitasking, kar se tiče zdravja. Zato sem potem oblikovala tako blazinico za očke, za utrujene oči, sploh kadar sem veliko za računalnikom. In hkrati sem pa želela, da me hitreje spravi v spanec, da me pomiri, da vpliva tudi na energetske centre, na 6., na 7. čakro. Zato sem naredila tako blazinico, kjer je not ajda, pasivka, pa izbrani kristali, še eterično olje, sivke, da na vseh nivojih oziroma čim več nivojih ti omogoči umiritev, tisto globoko umiritev, sprostitev, zdravljenje oči pravzaprav in hitrejši, lažji, bolj trden spanec. In si to blazinico, jaz si jo položim na oči, lahko čez dan, kadar čutim potrebo potem, predvsem pa jo vsak večer, ko zaspim, preden zaspim, si jo dam gor in ko umirim. In takole blazinico bom podarila eni od boginj, vključno še zraven sem naredila tak energetski sprej. Obrn. To je moja taka nalepka, ne, tole imam tlele delovno varianto. In se lahko poškropite po energetskem polju, lahko po posteljnini, lahko jo imate za v pisarno, kjerkoli rabite tisto umiritev, da si tole še kot dodatek. In tretja stvar, to je tak energetski komplet za boginje, ki bi se rade odpočile, ki bi rade se zdravile na vseh nivojih. Tako da zraven bo pa prišla še ena kanalizirana meditacija, da lahko samo daste slušalke, blazinico in rečete adijo, jaz grem spat. Polona, kakšno prav komplet darilo. Ja, da je v kompletu, da je celostno. Ja,
Pogovarjali sva se, da v bistvu, tako kot smo pri Martini v našem prvem videu, če ga še niste poslušali, poslušajte, ker je Martina res tudi čarobno podelila vajo da res pridemo v telo, se čim bolj podpremo. In so ženske delile, potem v komentarjih, ko so šle na sprehode, ena nam je podelila, da je v Vrindavanu, v Brožicah, ena je v Planinah, ena je regrat podelila. Tako da, kaj bova rekli, naj podelijo v komentar, da bomo potem izžrebale to boginjo, srečnico žensko, ki bo tak tvoj komplet prejela. Napišite, podelite z nami, kako pa pri vas poteka ritual za spanje, kaj vam pomaga, kaj je takega, kar bi želeli podeliti še z ostalimi boginjami. Lahko slika, karkoli. Da si pomagamo, več glav, več ve, in lahko tako si bistveno lepši naslednji dan naredimo, če bomo dobro spali, če bomo naspane, če bomo spočite. Torej, recepte za lahko noč in za dobro spanje. Ljubim, ste slišali? Joj! Recepte za boljši večer, za boljši zaključek, za lepše spanje in da bomo čim bolj spočite v tem času in da bomo pa lažje šle svojim sanjam. Ja, tako, da imamo spanje na recept, pravzaprav. To bo najboljše. Super, jo, Polona. Hvala za vse to tvoje znanje, za vse, kar si podelila in v celem letu. In danes, res super. In ljube boginje, Polona, tudi v svoji skupini Vizija zdravja, je tudi poskrbela za ta adventni čas z dodatnimi recepti. Prav vsak dan nas pelje, da se počutimo čim bolj podprte na fizičnem nivoju. Tako da se ji lahko tudi pridružite v njeni skupini Vizija zdravja. Več lučk nas sveti, bolj ko poskrbimo za svoja telesa, bolj je svetlo. Res je. In prav čuti se to lepo energijo v tej naši skupini, koledar za boginje. In ker vsaka ima res tako posebno lučko, da je vedno lepši. Res. Tako da hvala Suzana in hvala boginje, da ste tukaj, da smo skupaj. Res. In jaz vam želim en res prijeten december, en tak drugačen, bolj poglobljen, bolj vaš. To vam želim. Ja, pritrdim temu. In v bistvu to še mogoče, kar si prej podelila, pa me tako odzvanjalo, kako rečemo, joj, pa daj si prosim 5 minut vzem zase, kot da bi morale same sebe prositi, da vzem si 5 minut zase, da v bistvu mogoče si zadamo kot ena od namer za zaključek leta in za vstop v naslednje, da nam postane prioriteta, kako sem. Potem lahko. Ja, da sami sebi postavimo prioritete. Da poskrbimo za svojo lučko, da sploh lahko svetla, da negujemo ta svoj ogenj, svoje bitje, svoje telo. Res je. In ko enkrat spoznaš, kako pomembna je nega sebe, in to začneš udejanjati, kako se stvari začnejo postavljati na svoja mesta, ne samo zdravje, ampak tudi odnosi, vse se začne postavljati na svoje mesto. Ko začneš skrbeti zase, si namenjati malo več ljubezni. To je prava formula.
Jaz mislim, da je to izvrstna zaključna misel. Tako da hvala ti, ljuba Polona, ljube boginje, podarite ljubezen svojemu telesu, sebi in delite ritualčke, podelite z nami svoje misli in uvide, kaj se vas je dotaknilo in pa sodelujte z vašimi recepti. In se beremo v koledarju za boginje in delamo vaje s Polono v viziji zdravja. Hvala lepa. Hvala lepa. Polona, čudovit december ti želim. In Hvala, se vidimo še. Ja, malo hvala, Suzana. Hvala, Polona. Čau.